bi tako skupaj potegnil več čas, bi rekel, da se rally pripravlja okoli 3 do 4 mesece. Intenzivnega dela. Tukaj vidimo veliko zanimivih primerkov. Imate tako v glavi kakšnih 2-3, ki bi jih veljalo posebej izpostaviti? Mislim, da je en motor, letnik 1921, RD, pa nekaj avtomobilov, ki so letniki 30, 32, 29, predvsem Ford A. Jaz se že zmedla, če bi bilo. Tako je srečna tudi tega našega tovornjaka. Na vašem avtomobilu vidimo koprske registracije. Kaj to pomeni, da ste se pripeljali z Kopra ali tega lepota hranite kje tu bliže Mariboru? Ne, kupil sem ga v bližini Kopra, hranim ga pa v Mariboru. Razlog za nakup je bil kaj? Hotel sem vzeti drugo vozilo, novodobno, ampak na koncu sem se odločil, da bom staro vozilo vozil in sem vzel še bolj starodobno vozilo. Ker koncu čez kakih 5 let, če bi vzel novejše vozilo, bi itak zgubil ta denar in ne bi imel nič od tega. Po italijanskih straneh so cene od 15 000 evrov naprej. Sind Sie mit diesem Wagen hier aus Deutschland hierher gefahren? Ja, mit diesem Auto von Deutschland nach Isola gefahren, in Isola parkiert. Das steht schon jetzt 2 Monate in Isola, weil in Isola habe ich mein Schiff. Und dann fahre ich ein bisschen spazieren. Und hier in Maribor komme ich jetzt zum 2. Mal. Ich glaube, vor 4 Jahren war ich das erste Mal hier. Spitze, wunderbar, da komme ich gerne wieder. Und heute ist das Wetter ja auch super. Wunderbar, schon was zu warm. Sie haben aber einen perfekten Wagen für so warmes Wetter. Eine Klimaanlage brauchen Sie nicht. Noch ein bisschen Wasser unten sein, für die Füße. En bicikl praktično, ki je letnik 21, nemški proizvod. Tisti mi je zelo všeč, kajti pogovarjal sem se tudi z lastnikom in pravi, da dejansko je sestavljen iz vseh originalnih delov, tako da to ni nobenih improvizacij. In pa seveda potem je tam en Mercedes, tudi zelo dober, letnik 33, skratka, to sta 2, ampak bi delal krivico, če bi povedal samo za 2, konec koncev so vsi zaslužijo določene pozornosti. To je Fiat 508 Balila. Stanje je bil nekako tako, ampak so določene pomanjkljivosti, ki jih sproti počasi odpravljam. Kaj pa finančna sredstva, ki jih je treba vložiti v eno tako starodobno vozilo? Ne vprašajte, glava boli. Ja, je kar ogromno, ne. Kakšna vozila imate vi v lasti? Jaz sem po naravi oziroma po mojem hobiju motorist, tako v civilu, tako kot po starodobnikih. Imam nekaj motorjev, najstarejši je Cindab K600, drugače pa dosti motorjev in še en avto. Je po tolikih letih organizacije kaj lažje z pridobivanjem dovoljenj z samo organizacijo? Če zdaj pomislim nazaj, jaz sem že približno 20 let vodja teh prireditev. Bom rekel tako, prve prireditve so bile čisto einfach, se po domače reče, potem se pa so začele stvari vedno bolj komplicirati. V prejšnji državi, bom rekel, je bilo skoraj malo lažje, kot je v naši Sloveniji. V začetku Slovenije je bilo koliko toliko v redu, vendar danes so pa zahtevnosti za to prireditev zelo velike, zahtevajo od nas že vsa dovoljenja.